Lep pozdrav vsem, moje ime je Samira Kentrič. Tukaj smo zato, da predstavimo novo knjigo gospoda tovariša Franca Trčka z naslovom Bom Teman iz Sarajeva. Mogoče bi jaz preden začnem pisala podobno kot gospod urednik, kako sva se midva srečala. Midva se namreč poznava. Treba. Poznava natanko 3 tedne je danes in sicer z enega drugega literarnega dogodka. Tovariš me je šarmiral s tem, da mi je že v prve pol ure povedal praktično vse o sebi, o svojih literarnih, seksualnih, političnih. Vse si vedela, kaj hočeš. Tako da je en bolj intenzivnih ljudi, kar jih poznam, jaz imam to rada, tako da napornih praviš verjetno tudi. Kakorkoli v glavnem, zaenkrat nam gre to prijateljstvo kar dobro in mi je kar čas, da lahko predstavim to njegovo knjigo. Tako da zdaj mogoče nazaj k avtorju. Mogoče bi za izhodišče postavila ta knjiga nekako Teman iz Saraja, pozdravi Sarajeva, ni ravno tipičen ali pa tudi noče biti seveda turistični vodič, kljub temu, da opisuje številne kraje, ki jih imamo vsi radi in tako. Zanima me, a bi se strinjal s tem, kar pravi tvoj kolega Mitja Velikonja v spremni besedi, da si ti tak streetwise profesor, da znan si baje tudi potem, da študente naganjaš na ulice, ven iz predavalnice, da bodo kaj dojeli. Pa me zanima, kako ti pristopaš k mestu, kako si ti doživel v Sarajevo, kaj se tebi zdi pomembno, ko greš v neko mesto. Vse sem vedel. Hvala za vprašanje, hvala, da ste si vzeli čas. Veš kaj, jaz sem v bistvu sin vaškega učitelja, ne, in to meni zelo ljub pisatelj Kovač, ki je umrl nedolgo nazaj, ne, on je imel zelo dobro knjigo Grad v zrcelu, ne, on je pač hodil v Dubrovnik tam iz tiste Zagore, če se tako izrazim, in je bil tako Dubrovnik čaroben, ne, verjetno so meni zato mesta všeč, ne, čeprav okej, družinsko deblo vlečemo iz izdelovalcev krožnikov med liki. Tako da, kaj pa vem, koliko sem streetwise profesor, ne, jaz pa Mitja sva ljubimca že dolg čas, tako da me pač nahvalijo na debelo, ne, tako se mi zdi, da je ta lahko bil malo bolj kritičen. Rad imam reke, ljudi, mesto in to je nekako to. Res pa je, da pa ne bi o teh profesurah, ne bi o politiki sva rekla. Res pa je seveda, da če predavam nek urbanizem, arhitekturo, mi je tako, kaj sem starejši, kaj sem vedno bolj siten, je ta PowerPoint, pa ti pristopim igri na jetra. Če se hočeš ukvarjati z arhitekturo, pejt, prijemi kamen, udar se z glavo, kandelabar, to nekako, nakratko to. To, kar sem opazila, je, da skozi celotno knjigo, praktično na vsaki strani, je preklinaš zelo veliko, nisem hotela tega vprašati, lahko tudi o tem kakšno. Ampak sem opazila, da ves čas nekako vlečeš na ušesa, prisluškuješ tujim pogovorom in če se le da, se tudi vmešavaš vanje. Kaj si ti misliš o tem small talku, je to pomembno za spoznavanje, ne vem, okolice ljudi in tako naprej? Kako to, da si toliko nagnjen k temu, no? Dobro, nekaj bi lahko gospa mama povedala, težko nas je rojeva Trčka, ki imamo velike glave pa velika ušesa, ne, pa kaco kupusa moraš z nečim napolniti. Drugo imam pa neko malo privatno teorijo, ki jo nimam nikoli časa razviti, ne, namen jezika je obrekovanje, ne. Če gremo v zoosociologijo, se bom rekel s kakvim drugim znakovnim sistemom komunicirali, ne. Tretja zadeva, en tak meni zelo ljubih komadov od Gastarbajtersov je ne vzime mi malih stvari, jer one znače život moj, ne, in tudi podobna zgodba, ko stalo sem šalamo, na srečo sem mu to povedal in so bilo takoj 350 let stara badija, ne, in nekako to je lušt, ne, po drugi strani pa seveda izhajam iz te malo dolgočasne sociologije, ki hoče pretirano abstrahirati neke zadeve, ne. Veš, greš na Zmajevac, gor nad Sarajevom in pa se pogovarja stari par, ne, ona pravi, ona Korneča je stara 50 godina, koliko pa 50 godina Korneča, pa ko je, ona radi v lekari, ne, mislim, pa si predstavljaš neko lepo zgubano damo, ki ima 50 let, ne, take zadeve so mi vedno všeč.
pitaš še odgovarjati, zdaj so se dogovorila. Točno to. Bom nekaj čez drugega. Vidim, da ves čas nekako skačeš iz enega jezika v drugi, pa še kakšnega tretjega vmešaš. A se ti je zdelo mogoče, si imel kakšen pomislek, ko si pisal, da bi sprot prevajal, ali na kaj si bil pozoren pri tem? Jaz sem tako svetovni netalent za jezike. Mislim, tazga netalenta ni, to priznam, slovnica, absolutno, rodilnika ne bom nikoli obvladal, dvojine nikoli ne bom slišal, so neki ti kontaktni prostori, mekanega čaja ne slišimo, tam mi odkupe. Dejansko je tako, ne, številni bilingvizmi so problematični, ne, ljudje si to tako predstavljajo, da daš dva jezika skupaj in to je to, daleč od tega, ne, seveda preklinjam, ne, razen ko blefiram 300 kosmatih pa to, ne, določene besede so v enem, določene so v drugem. V osnovi je bil to dnevnik pisan nekim mojim frendom, ki je prek maila v kosih uletaval not, pa se je malo razširil do nekih prijateljev. Seveda naše mariborske založbe so bolj no budget, ko low budget založbe, ne, tako da tudi neko lektoriranje je bilo tako, malo sem tudi s tem težil, naj ga ne bo preveč, enim gre to na jedra, priznam. No, vse zadnje pa se živite v času Google, pa skenirajte, pa malo to, ne. Tudi recimo številni zapisi so fonetični, so napačni, kar sama veš, glede na tvoj nekako pedigre, ne, in nisem imel niti nobene želje, potrebe, da bi to nekaj prevajal, resno. Tudi no, tle sem mogoče malo tak zatežen perforks, ne, malo se potrudi. Ampak se ti zdi, da ti sam živiš v enem samem jeziku, ali tudi, ko misliš, ti šibajo? Glej, jaz sem se v življenju enih 20krat selil, foter ni ne policaj, ne vojno lice, pokojni učitelj. Dobršen del teh selitev je bil povezan z nekimi fatalnimi ženskami, če tako povem, da bi se človek glih varil s tem. Marquez pravi, vse, ko se ti zgodi do 8. leta, čeprav jaz v neki psihoanalizi ne kupim te zgodbe, ampak v tej jezikovni podstati sem v bistvu, kako rekel, dva belokranjska, dva prikupljanska dialekta, to sem jaz. Ne pomaš pa tle naslage nekih zadev, ko sem ti rekla, da odkje sem pobral ljubljanski, ti sem bil tako presenečen, čak jaz ljubljanski, halo, koliko je ura, ne, in seveda živiš v nekem tem miksu in vsi ti jeziki, s katerimi težijo tovarišice po šolah, jih jaz jemem kot nasilje. Kaj pa recimo, ne morem mimo tvoje mame, praviš proti koncu knjige nekje, da je dala najboljšo nekako sintezo tega, kar sociolog počne, in sicer je rekla, da raziskuješ to, ali se imajo ljudje radi ali ne radi in zakaj je tako. In ta knjiga je o tem, no. Ja, to je bila neka zanimiva zgodba, nek gospod Orač je bil, včasih je bil celo, se mi zdi, dokler je bil še trodomni parlament, je bil kot predstavnik kmetov v parlamentu, to se moram dotakniti politike, ne, da ti skva študiraš itak, ne, sociologija, sociala, to je vse isto in ki si mlad, polnih jajc in tam nekaj začel mutiti in pa me je neka gospa mama dan zvlekla, ne, rekla, znaš, Rude, to je to, da li si imajo ljudi radi ali se nimajo radi, in pa smo bili nekako vsi zadovoljni s tem odgovorom. No, jaz sem bila malo nezadovoljna s tvojim, ne, praviš, da se nagibaš bolj k temu, da se ljudje nimajo radi. Po čemu sodiš? Glej, ni nujno. Ne, mogoče, gled, to sem pisal 5 let nazaj. Malo sem samomotorijo, malo sem... Ali si ne upajo priznati, da se imajo radi, ali si ne upajo priznati, da imaš tudi senčno stran meseca, ne, tako je, veš, kislo-sladko, ne, No, tukaj mogoče bi izpostavila eno krajšo zgodbo znotraj tvoje knjige, ki je tudi mene blazno ganila. In sicer v Srebrenici se je zgodilo, ko je bil nek dan spomina na srbske žrtve, ne, čeprav razumem, je neki punci v lokalu zazvonil telefon in je kelnarca tam padla čisto ven, češ, da kaj nabija muskov na dan, ko je vendar dan spomina srbskih žrtev. In baje, čeprav razumem, je plunila v obraz in
punca se je nekako zadrla nazaj, ovo je Bosna. In pa je šel primer na sodišče in pa je bil sodnik dovolj inteligenten, da pač mislim, da je izrekel samo ukor, ne, če prav razumem. In skratka, punca je rekla, da če bi prišlo ponovno do te situacije, to, kar bi ona rekla, je točno to spet, ovo je Bosna. Meni se zdi, da pa mogoče to je ta znak, da se da iti prek nekih malenkosti in da mogoče imeti rad širši prostor. Ja, se strinjam, zdaj razmišljam, te poslušam, nek prvi odgovor bi bil, da v Mariboru sodnice niso tako pametne. Če se spomnim te naše mariborske zgodbe in ko se vsem tem pubecem dogaja, ki so jih takrat, kako ne rečem, v bistvu zmolestali, da vi idete tam na fuzbol v Maribor, pa da tudi razbijate tam malo stadion, ampak tle pa ne. In je seveda tudi treba iti čez. Jaz odkrito priznam, jaz imam razen nekih redkih izjem, kot se lep danes Luka, neke najboljše prijatelje imam v Bosni, res. V Beogradu malo tako, ni to neka, jaz to niti ne bi imenoval, neka jugonostalgija ali karkoli, to so pač ljudje, ki so nekako podobno socializirani kot jaz, pali se na iste štosove, brali so valjda Alan Forda, poslušali so neko isto muziko. Življenje se jim je nekako, bom rekel, zožil na podoben, dosti bolj brutalen način, kot se je meni. Jaz moram priznati, ko je bil ta nek razpad Jugoslavije gor, dol in pa, ko so mi na hrvaški, na slovenski strani tako začeli spraševati, ajde Franjo, sad se ti luči, kdo si, Franc, odloči se, kaj si, jaz sem pol leta real, jaz mislim, da se folk zafrkalo to posebno, da sem to nekako poštekal. Ja, ta primer, ki si ga povedala, je dejansko dober. Kakršnikoli, kot bi rekel župan Maribora, Bulje, Bosne in Hercegovine, jaz tam poznam neko morje krasnih ljudi, s katerimi se dobro razumem, ki so dobri, ki so malo radi. Zdaj ti moram pa postaviti isto vprašanje, kot si ga tudi ti meni na mojem literarnem dogodku. In sicer ravno zdaj si malo omenil tudi ta občutek skrčenja prostora po razpadu neke širše domovine, kakorkoli, ampak hkrati pa recimo zdaj navajaš vse te ljudi, ki jih poznaš in jih imaš rad od druge. Kaj pa je tisto, kar daje občutek skrčenja prostora, ko pa vendar vse te stike lahko ohranjamo, ne glede na razne te politične ali druge formacije? A se dotaknemo Vojnovića? Pa dejva, ti se rad dotakneš Vojnovića. Dejva se dotakniti Vojnovića, osebno res nimam proti fantu, je čisto simpatičen, verjetno ga ne poznam, ampak to je tak zelo lep primer. Jaz čakam, da bo kdo v Sloveniji kritično začel vrednotiti njegov opus. Prebral sem vse te Bosance, če se tako izrazim, celo jugo, in to je zelo lep primer Vojnovića, ki slovenčkom podaja točno to in v takšni obliki, kot smo v Sloveniji pripravljeni sprejeti. In definitivno ni to literatura za Prešernovo nagrado, brez kakršnekoli dileme, tudi če me zdaj nakrične. A veš, v nekem tem kontekstu zaprtja prostora, samozadostnosti, bildanja nekih narcizmov, majhnih razlik in če hočeš, se moram dotakniti malo politike tudi v tej konstelaciji, kako se iti politiko, ki sam sebi luknjo vrtaš v koleno. Veš, ko se tam pogovarjam s kako švedsko ambasadorko in reče, pa dajte se malo že med sabo zmeniti gor dol, da to norveško schemo zalaufamo, pa ste kakih kreteni na malo bolj vljuden način. Na en način seveda sem spet toliko matori, glej, jaz sem gor zrasel ob Startu, ob Ninu, ob Dugi, ob Svetu, ob tretjem programu Radija Beograd in tako dalje. Kire Mitrović, grupa Kim, recimo eni Makedonci, ki so mi bili zelo všečne in zdaj sem tle v Čorsokaku, na ta občutek. Sem toliko starejši od tebe, ti to ne čutiš toliko. Ja. Pa mogoče, za konec bi me zanimali, verjetno, ni to razlog, da so že končala. Potem bodo drugi spregovorili. Ni to razlog, da si bil tam, ampak zelo imaš, čeprav razumem rad bosansko literaturo, odločil si se narediti še en doktorat iz tega. Nekako za dušo praviš, kako to, zakaj šele zdaj, zakaj najprej sociologija, potem književnost ali obratno, skratka, kako se razvijaš v tej smeri?
Glej, najkrajši odgovor bi bil, človek ni nikoli pameten. To se jaz nisem, včasih se malo prepustim toku. Evo, to je tudi problem majhnih prostorov. Na vse zadnje Slovenija je relativno majhen prostor za neke, če hočeš tudi akademski sferi, neke zadeve, ki niso mainstream. Ne? Jaz bi zelo rad proučeval in predaval osnove naratologije s teorijo krimi romana. Ne? To že nunim na FDV-ju povem, že spet Trček prolupal. Ne? Mislim, tako kot nek primer. Druga zadeva je, ker sem pač človek z vlaka, videl sem se tudi na železniški postaji prvič videla nekje druge, in je pač knjige v vseh možnih formatih so tisti moj food, ki ga nosim s sabo. Mislim, moram televizijo droga, kot je dobro, isti zdaj na iPadih, ne frajerih, kot na iPhonih, tako da to ne. Zdaj bi pa jaz, mogoče se še obrnila proti publiki, če iz publike pa me kaj zanima. Mene zanima. Še vedno nič ne vem, zakaj bi to prebrala, kaj je v tej knjigi. Prebrala sem dobila vampirno, niste nič povedala. Kaj? Zakaj Sarajevo? Zakaj bi pa morali... Ravno kar sem se vrnila iz Sarajeva. Zakaj bi pa morali vedeti? Ja, me zanima. Ste kontrol frikica, ali kaj? Zakaj Sarajevo? Kaj? Zakaj Sarajevo? A je to ljubezen od tega mesta? Kaj ste tam počeli? To je nekaj vrste tednik, ste preživeli nekaj časa, ali kaj? Seveda bom prebrala, ampak... Ni nujno. Potem bom prosila, bom prosila za intervju, ampak še vedno ne vem. Prosim, povejte mi. Ti poveš, jaz to. Ne, vi povejte. Cela zgodba ima v ozadju neki napaki ene moje drage kolegice, ki je mi vrgla vsa predavanja v en semester in mi je ratala luknja v semestru in pa sem rekel, kam ne grem, za štipendije sem bil prepozen in pa sem poklical moje rane na FPN v Sarajevo in sem bil gostujoči profesor en semester v Sarajevo. No, super. To je bilo to... Koliko, 5 let nazaj? 5 let nazaj, točen, in potem druga zadeva je bila ta, da sem mi takrat potunkalo neko funkcijo na faksu, nekih reakreditacij in pa sem tam cele dneve se z neko birokracijo ukvarjal in crkoval, in če ne je bil obkrožen s toliko dobrimi ljudmi, bi se skrb nekam poslal, in je bilo to tudi nek način ventil. Ne? Za razliko od Ljubca, ki je bil takrat na Novi Zelandiji, oziroma ki ne v Avstraliji, točen, tam sem slike nekih lepotic pošiljal z javnega potniškega prometa, jaz sem pa pisal. To. In potem, koliko sem baksus v življenju, ne, mi je prijateljica zrihtala stanovanje vis-a-vis restorana Klub Slovenac, ne, na Marini dvoru. To je življenje. To. In tako je pa ta zadeva nekje obležala. Znam, so bili neki pogovori z neko ljubljansko založbo, da bi to tukaj izdal, niti ne bom omenjal imena založbe, ampak seveda, ko sem ja na slovenski kulturni sceni, sem tudi vedel iz tega ne bo nič, ne. Ko sem se pa združil z domorodnimi štajerskimi elementi. Zdaj seveda Dubleta poznam še iz časov, ko sem bil sopotnik Panka, kot prezencu. To. Mogoče še kdo kaj? A se tem zdi, da moraš kaj povedati? Če nisem uspela vprašati. Ja, gled, ti si to bolj pozorno brala, kot jaz misli, tako da ti več veš. Jaz... Mogoče bi intervju s tabo naredila, veš, bralka. Ne, to, kar je mene fasciniralo, da mogoče to, kar to drugi pravijo zate, da hitreje misliš, kot pišeš. To je Crnkovič, ne me s Crnkovičem povedati. Obratno se mi zdi, no kako v glavnem. Imaš po 5 pointov na stran, kako to, da ti tako šiba, se ti kdaj zdi, da bi mogoče... Mislim, imam avtocenzuro, jih je več. Imaš avtocenzuro? Mene bi pa zanimalo, kako se je arhitektura spremenila Sarajeva, iz družbene, sociološke perspektive. Gledanje na mesto skozi arhitekturo pove kaj o tem,
kaj je mesto dalo skozi v zadnjih 20-25 letih? Zato odgovor bi priporočil kolegico Mojki z urbanističnega, ki končuje doktorat na to temo. Drugače pa kako gledaš, ne, sam center se seveda financira, ne, podobno kot Ljubljana, ne, včeraj me je tako v glavo udarilo, mislim, v Ljubljani nimaš kam iti več v normalni lokal, tako vse je nešto plastika na pol, ne, ful imaš nekih bank, ne, tam v Sarajevo, to mi je bilo vedno, kjer vse te banke, ne, pol se podobno, mogoče je to bolj vidno v Mariboru kot le v Ljubljani, ne, ko vam prihaja revščina, vam naraste število pekarn pod odkupa zlata, ne, pa kitajskih štacun, ne, v Mariboru grejo celo kitajske štacune ven, ne. Zdaj nekako, če se dotaknemo Sarajeva, seveda imaš to neko citizacijo, ne, ko se dela center, imaš neko mitologizacijo Baščaršije, imaš neke bolj obnovljene zadeve, manj obnovljene zadeve, imaš neka nova naselja proti Lidži, ne. Imaš pa seveda, če znaš splezati v prave mahale, pa ne, da bi nekaj mitologiziral, tiste neke take simpatične zadeve, ki grejo kaki mulčki z nižjih razredov osnovne šole domov, pa so nane tam po plotih, pa so te male debate pa to. Ne. Zdaj, tle mogoče vprašanje dobro, ker en kolega dela doktorat za to neko celo Bosno, ne, kako se nekako neki lokalni frajerčki ali obrtniki ali karkoli ali gostinci poskušajo tak beosvetski luk ustvarjati. Ne. Jaz vedno, ko dol potujem v Sarajevo, je tam neko postajališče, ena tako oštarija, pagoda, s totalno nekimi štengami in to naprej, ampak to je tudi podobno v Sloveniji. Jaz tudi v knjigi napišem, imam dve temi, ki bi zelo rad raziskoval, ampak v Sloveniji mi noben ne bo denar dal za to. Ne. A-folka je bolj srečno živi v tistih noro pofarbanih bajtah, ne. Verjamem, da sosedi trpijo, ko si hočejo čvapčiče peč, pa moraš ti zgledati, ne. Drugo temo pa ne bom izdal prevetek. To nekak, ne. Dobro, imaš tudi to neko na pol razsuto patino, recimo avstro-ogrskega Marindvora, ne. Imaš neko žalostno zgodbo nekih parkov, ki so jih med vojno posekali, pa jih ni več, ne. Imaš meni zelo lepa metafora Nišana, ne, so drugačni pogrebni spomeniki, ki nekako se pogreza v zemljo, ne, to mi je tako zelo lepo, malo samotavo, se prevečujem. Ste bili v Kosu? Mislim, ste bili določeni čas v Zagrebu? Imel sem relativno majhnega otroka, tako da sem preko zračne luke, preko Zagreba letel domov, pa sem pa tja, pa v Banja Luko, pa študenti so prišli k mene. Drugače sem predaval. Kako se počutite, ko pridete sem pisati, če ste nekaj časa? Se morate prilagajati? Ali pa ko greste dol, se morate prilagajati? Ali kaj pogrešate? Najbolj naslov enega romana je Prijatelj ili stranac v kući, ne, tle in tam se počutim tako, če odkrito povem, tako krat odgovor, da nam dolgo klevas je delal. Ja. Nimam pa nekih iluzij, seveda je meni fino dol, nimam pa nekih iluzij, če bi se preselil dol, da bi mi bilo tako blazno fino. Ne, nisem mislila to. Mislim, v tem kontekstu. Jaz sem se ravno kar vrnila in mesto Breg živi noro, živi, ne. In v tem je razlika. Meni je bilo, Slovenijo in Sarajevo, ki intenzivno živi skozi. Meni je bilo zelo, tako se tudi v knjigi pišem, jaz sem v letu, če poznate tiste sarajevske zime, pa magla, pa to, ne, tako sem v letu v Sarajevo, da je enkrat januarja, ne. Pa sem nekaj časa bil na couchsurfingu pri eni dami, ki je ime Oda, Argentinka, ki je prišla prek poznali Modovarja in so to ekipo rekla, vi se tle nekaj duvate. To je normalno življenje v Španiji, ki ga mi snemamo, ne. In je bilo v nekem na Marindvoru, v nekem starem stanovanju, ki je blazno drago zaplačevati ogrevanje, ne, sva tam smrzavala dobesedno, ne. In pol
pa megla, pa dež, pa gledaš, če ti bo zdaj celo na glavo padlo ali ne, ker nimajo za streho obnavljati. In pa, ko pride sonce v Sarajevo, ne, tam Ferhadija in ko folk prošeta, ne, in je res neka taka lepota, ki te v glavo udari, ne. Da ne bi to nekaj mitologiziral, ne, ampak jaz dostakrat rečem, pač, da je v Bosni več urbanosti kot le, ne. Ampak tudi, če greva gledati, ne vem, zgodovino Travnika, ne. No, vse zadnje, prvi urbani food, prva hrana, ki ga mi dobimo na začetku 60-ih, je burek in pa to, ne, to je bila urbana hitra hrana, ki so jo tam Otomani imeli, ne, tudi da ne bom šel v kulinariko in tako naprej. Meni si tako, to je una tipična razlika, kdo je, moja ljuba draga godna bi rekla Slovenček, ne, kdo pa kaj ve, Sarajevo, čvapi, gor, dol, mislim, ne, kaki čvapi, ne, paščinica, ne. Tako naprej, ja. Poznam. Dobro, potem bova midva kasneje. Okay. Hranite se. A bo še kdo zdaj in ne kasneje, mogoče? Bosanski tonac vedno prav. Jaz čutim potrebo, da malo dodamo po programu. Za mene je fascinantno, da vi ne veste, kaj se v Srebrenici zgodilo. Tamo je pobito čez 8,000 muslimanov, ne pa Srbov. Srbi so stradali Zakaj mislite, da jaz tega ne vem? To je zelo bistveno za te, ker je Srebrenica očiščena in ta zgodba, da je nekdo puščal muziko na tragičnem dogodku. Je verjetno Srbkinja, ki to pa lahko opraviči z Bosno. In to je vsa poenta. Jaz sem imel to srečo, da sem letko končal v Banja Luki. Sem nekoliko starejši od cenjega avtorja in zelo dobro vem, da je Sarajevo bilo kulturni center Jugoslavije. En Kusturica je tam ustvaril muzika, tam dala tako da srce tam ostane. Tam ste imeli lepo prepletanje enega islama v Evropi, prej kot je začelo 9/11, World Terror in podobno. Knjigo žal nisem prebral, dan sem še Svetlano Slapšak počakal, je ne vidim tle, tako da ne vem, če bi za avtorja imel vprašanje. Kaj bi za vas bil materni jezik? Ja, to je težko vprašanje, ampak najprej moram malo upravičiti. Samira je samo opisovala nek dogodek, ki se je res zgodil. Tam je bil pač dogodek, da je bila nek dan, ko je bila komemoracija za srbske žrtve, seveda poznamo celo zgodbo. Imam tudi nekaj dobrih prijateljev v Bosni, ki so to dokumentirali, ki so naredili cel projekt dokumentacije Srebrnice in se je pač zgodil. Takrat je bil dan, ko je bila komemoracija za srbske žrtve in je pač zazvonil mobi neki mladenki na drugi strani in je bil to pol novica, ki se je rolala 14 dni po medijih in gor in dol in kako jo bo zdaj globa eno drugo in je pač sodnik nekako pametno odreagiral. Zdaj, kaj je materin jezik? Tle se lahko vrnem Markezu nazaj. Materin jezik je seveda tisto, ki ti pobereš, da reč do enega 10. leta. To je meni osnovni, dobro, lahko se strinjam, lahko se ne strinjam. To je pač jezik, ki ga jaz čutim, ki ga živim. Dobro, se imaš pa, ne bom zdaj šel v te sociologizacije, sekundarne in take in tako naprej. Na tem jeziku psuješ, na tem jeziku ljubiš, na tem jeziku čutiš okuse in jih znaš opisati in ne to je zame. Ne pa to, da kam je zdaj zapisovala slovenske, hrvaške ali karkoli. Jaz sem po, bom rekel, osnovni etnogenezi Macolar. Macolar je, danes bi rekla, nickname za mojo rojstno vas. Gre v bistvu ena zgodba, ena berufa, bil je nek vaški pretep, pa so naši takrat, ko potegnili, pa na naslednje proščenje, žegnjenje so prišli z Macolami, pa so pobili Boga v njima. To je sem tak totalni lokal patriot, ampak v tem afirmativnem smislu, kaj je nek moj milje, iz katerega jaz izviram. To je pač definitivno neka bukolična bela krajina, v kateri sem imel lepo otroštvo, ki se veže na hrvaški del,
odrastel sem v totalnem matriarhatu, bil sem sin vaškega učitelja, ki edini na vasi ni rabil delati in to je to. In pa se seveda ta zgodba preplete čez neki jezik, ki sem ga takrat srkal. To. Jezik, ki so mi ga bolj prenesle babica, prababica, teta, en zadnjih mlinarjev na Kolpi in tako naprej, kot una šola. Ne. Šola mi je bila vedno dosadna. Ne. Jaz sem se rodil v šoli dobesedno, ne. Zdaj je šola ratala gasilski dom, ne, kar mi je tudi všeč. Šola, v kateri sem se rodil. Jaz sem slišal, da v parlamentu je bila pripomba na vašo slovnico slovenščine, ker meni je slovenščina 4., 5. tuji jezik. Meni je slovenčina pa sem ja prehodil iz Jekavščine v Srbiji in podobnih štosov. Tako da maternji se šteje, ono, ki prvih par let dobiš nekako. Ja, vse to sem povedal, ja. To sem, Still Alice sem gledal pred dnevi, ker moja problematika demencije, Alzheimera. No, rekel, ta moj materni jezik je seveda in na eni in na drugi strani, kam gremo v izobraževanje, imamo težave, ker je seveda toliko stran od nekih teh kodificiranih jeder enega in drugega jezika. Bom rekel, da pa tudi malo nezavedno provociram te Slovence v parlamentu, ker jaz sem v osnovi ustavni patriot. Meni gre blazno na jedra, tako, čeprav je dokaj homogena Slovenija, da se vedno govori samo Slovenci. Mislim, tukaj v Sloveniji živimo ljudje, ki nam ni to, bom rekel, edino identitetno sidrišče. Ne? Jaz ob tem, da sem pofotral Slovenac, sem še, ne vem, kar nekih zadev, ki so mi definitivno enako pomembne, če še ne bolj. Mogoče zaključimo, če ni več vprašanj? Urednik založbe bo nekako vzarc vina povedal. Ja, bomo odprli, ne. Najlepša hvala Samiri, Francija, za lepo predstavitev. Hvala za vaš obisk. V imenu knjižne zbirke Frontier iz Maribora, pa seveda izredno zahvala tudi knjigarni konzorciji in pa šefici Bojani. Upam, da še lahko pridemo.